Druga velika dilema je seveda moč motorja. Ko sem jaz naredil izpit, sem od starih motorističnih mačkov dobil večinoma en nasvet. Tista meja moči, ki mora biti na motorju za varno prehitevanje, za ravno prav užitka, za potovanje v dvoje, naj bi bilo 74 kW oziroma v starih enotah. Motorista A kategorije mora biti okrogla, vsaj okrogla 100 oziroma 100 konjskih moči. Kakšno mnenje imaš ti o tem? Jaz sem videl, da ko sem se iz 4 koles v bistvu prestavil za krmilo motorja, so tudi manjši motorji zelo poskočni, zelo hitro motorista porinejo v skušnjavo. Vsak konjiček lahko preveč, občutki so drugi. Res je. Ja. Tako je, jaz tudi spet iz lastne izkušnje izhajam. Prvi motor, ki sem si ga uspel kupiti, je bil Honda CBF 600, ki je imela tudi okrogli 70 konjičev. Prvi motor, pa sem užival z njim kakšne 4 leta. In iz tistega sem takoj presedlal, če govorimo za teh konjičih, 160 konjski BMW Naked Bike, ki pa ga nikoli nisem mogel do konca zvoziti. In zdaj, ko nekdo reče, kupi se nekdo motor, ki ima 150 konjičev, zdaj se bo ne vem karkoli ubil, ampak treba se zavedati te moči. In zdaj pri moji izkušnji kot drugi motor je morda bil prehitro tako močan. In zdaj na koncu po vseh teh letih ugotavljam, da teh 160 konjičev ne potrebujem na cesti. Nikjer jih ne morem izkoristiti. Se pravi, ne bom jaz nič narobe naredil, če se bom zdaj odločil recimo za 400-500 kubičen motocikl z manj moči, pa hkrati tudi manj kilogramov bil opeharjen za kakšne vozniške užitke ali kaj takega? Nikakor ne, ker cesta ni dirkališča in upam, da se zavedaš tega, da nikoli ne greš na cesto, da bi se z nekom meril moči, ampak iščeš svoje občutke. In ko boš tam mogoče za tvojo sopotnico, tvojo drago, kdaj šla na kakšen izlet, pa boš pri kakšnem prehitevanju pa pospeševanju ugotovil, da ti pa mogoče manjka, to je mogoče tisti občutek, ki ga sam moraš pridobiti. Zdaj pa sem mogoče zrel za nekaj konjičev več in tako dalje. V glavnem, to je vse v lastnih občutkih. Ne moreva se jaz in ti, kdorkoli tretji še enako meriti, ali pa zdaj v knjigi napisano, moram takšen motor kupiti ali pa takšen. Občutki so važni osebe. Meni je ostalo spominu najbolj tole morda iz tega magisterij vožnje motocikla. To je ena takšna zloženka, ki je vsakič, ko jo odpreš, prebereš kaj pametnega noter. Govorim o tem, da če gremo postopoma po moči in teži in kilovatih in kubikih, in ko enkrat zvozimo ta motor, da ga res imamo že do konca, več ne gre, recimo, kaj se tiče moči, takrat je pametno razmišljati o drugem motorju. Ne o več moči, ne o več kubikih, ampak o mogoče stilu drugem. Že kakšno zaščito ali pa kakorkoli, višja bilanca, enduro stil, kakorkoli. Samo da se ne vozimo z nekim motorjem, ki ga mislimo, da ga imamo v milo pošlihtenega in lahko vladamo vse tiste konjiče, ki so pod nami. Pravi motor z samodejnim menjalnikom. Vemo, da v koledarskem letu 2025 na trg prihaja vse več motorjev z klasičnim samodejnim menjalnikom, kjer motor dejansko predstavlja sam, pa tudi robotiziranih sklopk, robotiziranih menjalnikov. Kaj bi bil svetoval? Ostati na sklopki ali raje samodejni menjalnik? Dobro vprašanje, lahko en politični odgovor najdem. Kaj smo govorili za avtomobile? Dolgo časa smo govorili, da avto mora imeti sklopko in menjalnik. Za nas je večina že videla, da je to kar tudi, bom rekel, dobrodošlo oziroma manj moteče, sploh za začetke neke motoristične. Zakaj še en problem dodatno, če lahko tudi potem na večji motor presedlam kar enostavno z motorjem z avtomatskim menjalnikom.